Takole izgleda pa Hermanova trdnjava. Krojen so imeli tukaj opazovalno razgledno točko. Tukaj je zdaj kar nekaj tega. Evo ga, rombon. Evo, tole pa drugače Murka. Evo, tlele smo poplavali. Živijo. Prav ste ugotovili, gremo spet v hribe. Veste, kje sem? Se vidi. Se vidi. Sem pri Trdnjavi Kluže, če to niste ugotovili, pa ne samo gledati mojega kanala, pejte še malo v naravo, pa malo kaj poglejte tudi v živo. In gremo na Rombon. Rombon je drugač 2200 metrov visok, ne vem, čisto na pamet. Je pa kar precej višinskih metrov za narediti, pa slovi po tem, da je zelo sončen. Bomo pa zdaj v prvem delu bomo šli skozi en tunel, pa gor bomo še Hermanovo trdnjavo videli, pa vmes se bomo ustavili še na eni vojaški razgledni točki. Tako da ful enih zanimivih stvari. Pa tle so tudi korita, velika korita Koritnice, ena najglobjih v Sloveniji. Tako da res tukaj okoli je toliko zanimivih stvari, da jaz sem vedno znova kar zaživim, ko sem pridem. Ajde, pojmo. Malo za predstavo, ne, tamle je most, dol pa mislim 70 metrov, no. Je pa Koritnica. Lučke ne rabite, ker je tunel osvetljen. Greste pa lahko še v stranske rove v tunelu, prijete do razglednih oziroma dolin pridete. Ja, pa pozabil sem povedati, krožno turo bom naredil, ne. Spustil se bom pol dol v Bovc, pa ob Koritnici bom šel nazaj proti sem. In od spodaj pod Klužami je en ful lep plac za kopati in tam se bo malo osvežil po koncu. Tole so markacije od Julijane Traila, gre tudi tlele čez, pa tukaj desno zavije. Mi gremo pa Fort Herman. Po ene 5 minutah se malo bolj uspne, pa se pot obrne v drugo smer in gremo v drugo smer. Tele poti do Hermanove trdnjave ni težko prepoznati, tipična ta vojaška pot. Tle, ko smo pa spet nad spodnjo, nad Trdnjavo Kluže, se pa začnejo v bistvu kazati ostanki prve svetovne vojne. Tukaj je par lukenj izkopanih v skalo, pa ene par bunkerjev je na levi strani. Bom na hitrico pokazal. Evo, pa sonček me bo grel po pot. Takole izgleda pa Hermanova trdnjava v jutranjem soncu. Tukaj pri Hermanovi trdnjavi se ne bom prej prav kaj dosti ustavljal. Je pa super, da vsem se glih lepo greješ, no. Bom pa dal ene par posnetkov starejših, ki jih imamo trdnjave. Tole sem vam mislil še pokazati. Je pa mogoče še malo zgodovine, no. Ta trdnjava je iz prve svetovne vojne.
so jo naredili Avstro-Ogrska vojska, ampak je bila dosti hitro uničena, so jo Italijani nekajkrat zadeli. Spodnja trdnjava je pa veliko starejša, je pa trdnjave so tukaj, ker je tak strateški prostor, so tle trdnjave že od Turkov baje, oziroma ne bi bile še prej nekaj takega, no, tako da to je pa prva svetovna vojna in tukaj se res na Rombonu se v bistvu Soška fronta zaključila. Tukaj se veliko dogaja. Ajde, pojmo. Gremo pa semle. Malo se tudi položi v pot, ampak ne za dolg. Tukaj gre pot proti Bovcu in gremo pa tole 13 pogledat. Je pa spet tak fantastičen Bukov gozd. Res užitek hoditi. Po poti je pa kar nekaj rekvizitov za overatlon v obliki dreves. Nič kaj dosti spremembe, lev pa desen ovink, pa Bukov gozd, pa sem pa kaj kakšna smrika. Ampak bo kmalu bo en super razgled. Smo prišli čist nad dolino Možnice, Jerebico se tlele vidi, ampak zaenkrat nekih razgledov še ni. Sem hotel povedati, koliko se čuti razliko v moči sonca, ki smo šli zdaj malo, ne sije prav direkt na nas, pa sem malo za ovinkom. Je čist druga zgodba. Kljub temu, da je sonce vedno močnejše. Pa gremo na hitrico desno s poti na razgledišče. Kaj dobro je. No, tole je Svinjak, zadnji je Mangart, spodaj je Log pod Mangartom. Tamle je Jerebica in tudi tam so se v bistvu boji končali, tudi na Jerebici so se tepali. Tole je pa Rombon, sem malo zafrknil, nismo toliko daleč šli po pobočju, da bi šli do Možnice. Kmalu po razgledišču smo prišli na eno, kako se temu reče, križišče in če se ne motim, moram tle za točko 13, moram iti tle levo. Nisem še bil, tako da grem pogledat, če to je resno. Še eno hudo razgledišče. Opa, tukaj pa ni kar tako. Evo, Rombon je v oblakih, upam, da se spuca, kaj jaz sprem gor. Naravnost tamle je stal, tole greben Polovnika. Tukaj se zaključuje Krnski greben. Tole je Svinjak, tole je zaključek Loške police, oziroma police stene, oziroma, ja, in ne, prej sem rekel tam na unem razgledišču, da je Svinjak, pa ni. Evo, sem nazaj na poti, pa sem celo našel tablico za točko 13. Gremo pa naprej, ne, proti vrhu. Tele škarpice se mi pa prav neverjetne se mi. Kva so to gradili. Pa še po 100 letih stoji tako, ka more. Tako da pridemo pa počasi ven z gozda. Ja, se malo vidi tudi gor. Ja, tako da se nam pa spet odprejo pogledi.
Sicer tlele, ko sem odprto prišel, je super, ko se razgledi, ampak je pa pot je pa zaraščena neverjetno. Se vidi, da se jo bolj ko ne ureja. Evo je džungla. Glih, da še najdeš pot skozi. Evo jih. Te dve sta pa zelo nizko. Smo po mojem še tam na 1600 metrih, 700. Na vrh še zmer nekaj oblakov. Upam, da so malo višji. Tle pa zgledam brezen. Tle na Rombonu, tako proti Kaninu, so najglobja brezna v Sloveniji. Pa tudi velikih. Evo še eno brezno. Sicer pot gre tlele naprej, tam vidim ene stopnice, pa se malo povzpel gor po pogledu. Ej, kva so naredili stopnice lepe, joj. Nič kaj dosti tle. Stavbe so imeli. Z lepim razgledom. Gor in dol. Tukaj je zdaj kar nekaj tega. Tako da, če imate to radi, boste tlele, se vam ne sme prav hudo muditi, no. Pa tukaj je Avstro-Ogrska vojska zato postavila te položaje, ker je tik pod Rombonom in so jih Italijani niso mogli zadeti s topovi oziroma s temi minometi. Tako da pač branili so ta prehod dol, da ne bi lahko prišli v Slovenijo. Globlje v Slovenijo. Oziroma njih je skrbela Avstro-Ogrska, ne Slovenija. To pa ne ima naravno ali ni, ampak po mojem, da se skopali. Sem že bil enkrat tle, ampak nisem bil toliko pozoren na tele zadeve, se mi ni zdelo toliko ogromno tega. Ker ni pa ni konca telim vojaškim zadevam, pa tudi klancu, med drugim. No, zdaj smo pa na sedlu. Ovce,
ker bomo šli pol tlele dol, po krožni poti, gremo pa kle naprej gor. Še pogled na Kanino, oziroma proti Kaninu. Toliko lepem sončnem vremenu, pa razgledih, nisem še na vrh. Ena luknja. Ker noče pa noče biti vrha. Sam bo zdaj zelo hiter. Evo ga, Rombon. Vrh Rombona. Super. Se bo spucal tudi Kanin. Tamle montaž. Mangart. Pa oblaki. Ja, malo sem upal, da se bo vreme kaj naredilo, pa nič ne bo, ne. Tako da pičimo dol. Evo, zdaj smo se začeli spuščati na drugo stran. Ampak še zmer megla. Pa baterije mi bo zmanjkalo na temle kamerci, tako da bom pol s telefončkom malo poštukal. Da vidimo, kako bo šlo to s telefonom. Koliko imam mirno rokco. Gremo še kaj na Čuklo pogledati. Evo, tole pa po poti še skrivališče. Evo, glih kar sem zvedel, da je Rombon bi bil najbolj prevrtana gora pri nas. Je sigurno ena najbolj prevrtanih, kar se naravnih jam tiče, pa tudi človeških rok. Ko dober telefonček snima v temi. Evo, zaklon. Koliko se lukem vidi. Gremo še tukaj pogledati. Škoda, ker so te naši vremenarji spet zgrešili napoved. Napovedan je bilo čisto jasen. Evo, tole pa drugače Murka. Kao se nikoli ne poje.
Kaj no, radovane. Smo se v Hosto preselili. Počas prihajamo do vasice, ker bomo pol levo udarali proti Klužam. Imamo šli do Bovca, ampak do Kluž. Evo, mi smo dol v vasi, tle nad Bovcem. Z mano sta pa drugače smo se gor na vrh spoznali še Tomaž pa Bernarda in gremo kar skupaj, bomo krožno pot zaključili. Evo, pa zavijemo v bec. Ja, zdaj moramo za tole plajer moramo slediti. Smo šli proti Bovcu, zdaj pa gremo proti Klužam. Ja, tole je tudi na poti. Pa gremo levo. Mi smo se odločili pa še malo šli na Krebar. Tukaj gremo, se pa začnemo spuščati dol proti Klužam. Zdaj smo se malo spustili, zdaj pa proti Svinjaku. Evo nas, smo prišli na cesto in nadaljujemo semle. Zdaj smo dol prišli in gremo po makadamski cesti naprej. Piše, ko danes pa res delamo kraljevsko turo. Smo cel Bovc spoznali. Tole tablo smo cel dan iskali. Tlele gremo čez. Še malo levo, pa smo na koritih. Tole pa še zadnja postaja pred avtom, da se malo osvežimo. Evo, tlele smo pa plavali. Evo, tole se pa drugače zaključil, velika korita koritnice. Da so globoka, mislim, da 70 metrov. Evo, pa smo na Klužah vam prišli. Še zaključek naredimo, pa je to za danes. Pa dajmo še zaključek narediti za tale rombon. Sicer je par dni kasneje na Mangartskem sedlu, ampak zadnjič mi je baterija zmanjkala, kot veste, pa sem pozabil pol. V glavnem, super krožna tura, je kar taka, precej zahtevna. Naredili smo več kot 2000 višinskih metrov. Hvala Bernardi pa Tomažu, da sta šla z mano oziroma da smo šli skupaj dol. Drugače pa super tura, razgledi so, če ni megle, so itak top. Med drugim tudi zdaj, ko sem na Mangartskem sedlu, je Mangart v megli. Drugače pa pijače morate imeti dosti s sabo, ker zna biti rombon zelo vroč. Pa pejte, pa uživite, pa višincev je veliko, no. Kondicija mora biti kar v redu. To je pa to, ne. Imejte lep dan še naprej. Ajde, čau!